Saj boljš, da je malo več. Res je. A si? Pakiramo pa tako schizofreno, tako ne vem zakaj, pakiramo za na morje, pakiram za na Islandijo. Bo šlo, ne? Lahko zdaj idem. Lahko. Daj gor. Tako za počitnice pakira popotniška družina Melanšek. Mic, Katja ter njuna otroka Lila in Art. Zaprimo. Zdaj pa ponavadi mi otroka uporabimo takole. Za težo. Odpravljajo se na morje v kamp na Hrvaško, kar so rezervirali že lani septembra. Poletje kar izkoristimo bolj za počitnice. Nismo toliko avanturistični, tako da mogoče bolj Evropa, kakšne okoliške države. Pol pa, ko pade sneg, pa ko pade mraz, pa mi spakiramo malo bolj zares, no, tudi kakovček še zraven, pa gremo v tople kraje. Zelo radi potujejo v Azijo. Bangkok, recimo. Mi obožujemo ta velika azijska mesta, ko se 24 ur na dan dogaja, tako da vedno si organiziramo par teh velikih mest, pa delamo izlete bolj v neznano. Svoje potovanja beležijo v blogu Povsod je lepo in delijo izkušnje na družbenih omrežjih. Letos smo šli v Bangkok, pa smo šli na Borneo, ta malezijski del, smo šli v džunglo za par dni noter, umazani, nestuširani, lačni, žejni, nenaspani. Poleti pa jim čisto ustrezajo klasične slovenske počitnice. Na Hrvaško, tako da gremo v en najbolj družinski kemp, redko pridemo do morja, ker smo blizu bazenov, gremo v vse smeri, tako klišejski hrvaški dopust in potem malo odštekan azijski dopust. Cenovno je lahko zelo primerljivo, pač odvisno od prioritet posameznika, od tega, kaj si želi in kaj si lahko privošči. Midva smo tudi delala primerjavo, recimo, če delaš računico neka Hrvaška ali pa Istra proti Tajska, saj ni take razlike, a ne? Tam dobiš ful več za, ne vem, neko nižjo ceno, pač pol razlika je samo v tisti karti hrane. Namestitev za 14 dni v Savudriji ali Umagu za 2 osebi v začetku avgusta stane od 850 do 3000 evrov. Pot je poceni od 150 evrov navzgor. Na Tajskem so najcenejše nočitve v tem terminu že za 250 evrov. Za nek srednji razred namestitve pa bi odšteli med 700 in 1000 evri. Če bi pravočasno kupili letalske vozovnice, bi jih dobili že za okoli 700 evrov na osebo. Če gledamo najnižji možni strošek, je Istra še vedno cenejša. Srednji razred v Istri pa je cenovno že primerljiv s Tajsko. 14 dni v boljšem apartmaju v Istri avgusta stane skoraj toliko kot 14 dni na Tajskem, z letalskimi kartami vred. Ja, nič, gremo preveriti na morje, kakšna gneča se obeta letos. Bomo najprej videli, kaj bo na cestah. Odpravili smo se na morje in sicer gremo v Umag, da vidimo, kakšna bo sezona in kakšno gnečo lahko pričakujejo ljudje, ki bodo dopustovali na Hrvaškem. Hrvaška je pri Slovencih daleč najbolj priljubljena destinacija in letos ne bo nič drugače. Pri sosedih jih bo predvidoma dopustovalo med 700 in 900 tisoč. Zaradi geopolitičnih negotovosti, dražjih energentov, vedno višjih cen letalskih vozovnic bi lahko bila že tako priljubljena hrvaška obala še bolj oblegana. Zaenkrat vsaj v Istri, ki je glavna avtodestinacija za Slovence, okrepljenega pritiska še ne čutijo. Imajo pa že več rezervacij kot lani v enakem obdobju, pravi direktor turistične skupnosti Umag Milovan Popović. I očekujemo jaki last minute, ali ja vjerujem da će ova sezona biti negdje mrvicu bolja nego lani, ništa specijalno. Prostor oziroma namestitev se bo našla tudi tik pred zdajci, je prepričan. Vprašanje pa, po kakšni ceni. Več kot bo povpraševanja, više bodo cene. U usporedbi sa prošlom godinom ne, neki su malo možda korigirali za inflaciju, ali nisu rasli značajno u odnosu na lani. Hrvaški minister za turizem je sicer pozval turistični sektor naj letos spusti cene za 10 do 20%, ker naj bi jih uvajale tudi konkurenčne države, kar pa ni realno pričakovati. Svi troškovi rastu
rastu i nije realno očekivati da ni hoteljeri ni ugostitelji spuštaju cijene. Po trenutnih cenah bi 4-članska družina v Umagu v najvišji sezoni za 14-dnevne počitnice morala odšteti 6.000 evrov ali več za hotel, med 4 in 5.000 evri za mobilno hiško v kempu in slabih 4.000 evrov v apartmaju, če bi večino obrokov kuhali sami. V tej oceni stroškov so vključeni tako bivanje, hrana, gorivo kot dodatni izdatki, kot so sladoled, pijača, plaža in kakšen izlet ter dodatna dejavnost. Poletje se še ni niti začelo, a turistična sezona je že v polnem zamahu. Kljub temu pa marsikdo zaradi različnih dvomov še ni rezerviral poletnih počitnic. Takšne podobe smo gledali marca letos. Med potniki izjemno slaba volja, kateri smo že tako ali tako 15 ur čakali brez nekih otipljivih informacij na letališču. Vojna, dražje gorivo, negotovosti glede prevozov so marsikatere sanjske počitnice spremenile v nočno moro. Ni bilo informacije, kam gremo, kdaj gremo, bo let, ne bo let, obljubljali so let. 35 ur smo se vračali. Vse to je sprožilo val negotovosti, a zdaj tako leti kot potovanja in počitnice znova potekajo normalno. Razloga za strah pred potovanji to poletje ni, zagotavlja sekretar Združenja turističnih agencij Mišo Mrvaljevič. Jaz grem na počitnice tudi letos, vrnil sem se pred kratkim z enega dolgega potovanja. Ni se še zgodilo, da bi kakšna slovenska agencija tik pred zdajci odpovedala počitnice, pravi. Imeli smo opravka pred leti s parimi nevestnimi organizatorji, ki pa so potem svoje napake popravljali in jih je to stalo veliko denarja. Ko potujemo v lastni režiji, pa se lahko zgodi marsikaj. Odgovornost pa je večinoma na nas samih. Ena prijateljica bi morala potovati na Sardinijo, pri nizkocenovniku si je kupila let tja in nazaj, tam je plačala hotele, let tja so ji odpovedali, dobila je povrnenih 20 evrov, ni mogla z ničemer drugim tja prileteti tisti dan, let nazaj ni bil odpovedan, hotele ni mogla dobiti nazaj. Organizirani čarterski odhodi že tečejo povsem normalno. Ne le, da se je turizem vrnil na lanskoletno raven, potovalo bo več ljudi kot kdajkoli prej, kar kažejo tako slovenski kot evropski podatki, pravi direktor turistične agencije Palma Matej Knaus. Bodo letos potovali ne samo tisti, ki so lani, ampak še kakšnih 10% več nas v Evropi. To pomeni, da je za pričakovati kar izredno zasedeno sezono. Največjo zasedenost pričakujejo v Španiji, Grčiji, Italiji, Turčiji in tudi v Egiptu, ter seveda v evropskih prestolnicah, kjer se obeta velika gneča. Marsikdo je odlašal z rezervacijo oziroma vplačilom, zdaj pa se aranžmaji že zelo intenzivno polnijo. Letos ugodneje tik pred zdajci ne bo. Jaz sem že večkrat rekel, da danes je ceneje kot jutri. Zdaj gremo na letalo. Tudi Mic in Katja Melanšek, kljub vsem svojim izkušnjam oziroma prav zaradi njih, dopuste načrtujeta precej vnaprej. Kar imamo otroke, smo bolj pragmatična in tudi bolj previdna glede tega. Pač planiramo dosto naprej, rezerviramo dosto naprej, zavarujemo zadeve, tako da, ker to se hitro zgodi. Neka bolezen v vrtcu pride in lahko ti celo potovanje propade. In tudi njim so se načrti oziroma počitnice zaradi ameriškega napada na Iran in zmešnjave v zračnem prometu marca letos precej zapletle. Smo bili na potovanju v Aziji, pa nismo potem mogli iti na to letalo naše. Sva se organizirala, sva spremljala, sva kupila karto preko Kitajske nazaj in potem smo šli preko Šanghaja. Potujejo odgovorno, premišljeno, zato jih tudi tak dogodek ni vrgel iz tira. Tista situacija v Dubaju je majčkeno spremenila planiranje, ampak ne pa preveč. Podražitev goriv in posledično letalskih prevozov, pa tudi odpovedi nekaterih letov, domnevno zaradi pomankanja goriva, skrbijo marsikoga. Dejansko se v zadnjem času dogajajo odpovedi pri nizkocenovnikih. Letalske družbe so v ponudbi prenizkih cen šle tako daleč, da same sebi delajo izgubo.
In potem izkoristijo priložnost za to, da lete odpovedo. Kaj naredijo? Odpovejo let, razpišejo nov let, pa ure kasneje za bistveno višjimi cenami kart. To se zdaj kar masovno dogaja in proti temu ni pravega zdravila. Oskrba letal z gorivom poteka po vnaprej določenih načrtih in ne gre za sistem pridi in natoči kot na bencinskih črpalkah za avtomobile. Konkretno zaporedje oskrbe se operativno usklajuje preko letaliških služb. V več kot 60 letih se na ljubljanskem letališču ni zgodilo, da bi redni let odpadel zaradi pomankanja goriva. In v Petrolu, ki je edini dobavitelj na tem letališču, tega tudi v bodoče ne pričakujejo. Trenutno ne zaznavajo nobenih motenj ali indicov za pomankanje, so zagotovili v pisnem pojasnilu. Da so redni leti varni, zagotavlja tudi vodja letaliških storitev na letališču Jožeta Pučnika Janez Krašnja. Smo v prvih 4 mesecih odpremili za 17% več potnikov kot v istem obdobju lani in tudi v maju se nam obeta spet dvoštevilčna rast. Tako da na letališču je vse normalno, nobenega strahu. Na ljubljansko letališče se je že vrnil tudi Flight Dubai, vzpostavila se je dodatna linija za Podgorico, za zimsko sezono pa bo na voljo tudi nova linija za London. Kam pa Slovenci največ letimo? Slovenci največ letimo v Istanbul, Frankfurt in pa London. Ko se odločamo za daljša potovanja, zlasti z otroki, je seveda potrebno biti odgovoren. Sva nora, ko peljeva otroke v džunglo. Sva. Moraš imeti nekoga, ko ga lahko pokličeš, pa moraš imeti neko finančno varovalko zadnji. Pač fajn je, da imaš mogoče vsaj toliko nekega varnosti, da si lahko kupiš karto od koderkoli, kadarkoli domov. Dobar dan. Pozdravljeni. Izvolite. Bova pogledala. Ste že pozni? Kaj so vaše želje? Kakšni so vaši plani? Za slovenskega potnika so najbolj zanesljivi slovenski organizatorji potovanj in paketna potovanja in za tovrstne storitve se vsako leto odloča več ljudi. Šli bi avgusta, jaz, partner, sestra in njena hči, 12 let, z letalom pa na morje. Dobro je vedeti še bolj specifično, kaj si želite. Ponudbe je namreč res ogromno. Grčija, recimo, je zelo raznovrstna, avtentična destinacija, kjer se bo sigurno nekaj našlo tudi za vas. Povsod pa so cene odvisne od vrste ponudbe, kategorizacije hotela, vrste usluge. Spet, ali želite mogoče malo bolj družinske počitnice, da so aktivne, da se kaj počne. Mogoče kakšen na Samos, recimo malo bolj zelen otok, da ste direktno na plaži, v hotelčku, blizu mesta. To bi nas, torej 3 odrasle in 12-letnico za teden dni v začetku avgusta, nočitev z zajtrkom, stalo približno 4400 evrov. Pol smo nekje na 400, ne? Tako. To govoriva zdaj že prav v enem konkretnem hotelu, ki je 3-zvezdičen, ki je pač kakovosten, to je nekako 3 zvezdice plus. Pod enakimi pogoji in v istem terminu bi nas počitnice na grškem Limnosu stale 2600 evrov, v španski Costa Bravi dobrih 3500 evrov, v Črni Gori dobrih 2000 evrov in v Egiptu storitvijo all inclusive dobrih 3300 evrov. V agenciji vam uredijo tudi vsa morebitna zavarovanja, riziko odpovedi, dodatna zdravstvena zavarovanja in podobno. Je pa tako, da vedno potnika ščiti tukaj tudi zakonodaja. Se pravi, če vzameva za primer, da se aranžma podraži za več kot 8%, ima potnik vedno pravico do odpovedi potovanja brez kakršnihkoli stroškov. Cena zavarovanja odpovedi v Sloveniji običajno stane med 4 in 7% vrednosti aranžmaja. So pa pogoji in kritja različni, zato je nujno prebrati drobni tisk. Se lahko zgodi, da bom še morala kaj plačati? Ob rezervaciji vam trenutno nudimo tudi garancijo fiksne cene goriva, kar pomeni, da se pravi do teh stroškov doplačila za morebitno gorivo ne bo prišlo. To v tem konkretnem primeru znaša 49 evrov na osebo. Drugače pa se lahko zgodi in tudi se dogaja, da je treba še kaj doplačati. Ta doplačila niso ekstremna, ampak govorimo o nekaj 10 evrih. Počitnice letos so dražje, ampak le za nekaj odstotkov, pravi Knaus. Z 2 regresoma lahko 4-članska družina odpotuje na počitnice za 14 dni z letalom, tako rekoč vse posod po mediteranskem bazenu. To velja sicer pod pogojem, če bi počitnice rezervirali že pred časom. Dejansko bi lahko dobili Egipt ali Tunizijo za 2200 do 2800 evrov in Turčijo za 2400 do 3000 evrov. Zdaj jih po takšni ceni za letošnje poletje ni več mogoče rezervirati.
2 regresa pa nista dovolj za 14-dnevne počitnice za 4-člansko družino v takšnem hotelu, kot je Sipar v Umagu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli v naš hotel Sipar Plava Laguna. Bivanje v takšni sobi s pogledom na morje, tik ob plaži, zajtrkom, konec julija za 2 osebi stane 360 evrov na noč. Prvih 14 dni avgusta za 4-člansko družino s polpenzionom pa trenutno stane slabih 8000 evrov. Mi smo ostali na razini lanskih cena. In kljub ceni bodo tudi letos, tako kot lani, precej polni, pravi direktorica hotela Martina Bernobič-Gaži. Predsezona bilježi jako dobre rezultate. Svakako je slovensko tržište je naše tradicionalno emitivno tržište. Tudi pri njih, tako kot povsod, ker imajo v bazenih ležalnike, na vrhuncu sezone potekajo brisačarske tekme. Nije problem u ležaljkama, u smislu broju ležaljki. On će uvijek dobiti svoju ležaljku, nego je problem gdje će ta ležaljka biti postavljena. I sukladno tome je bitno da u 8 ujutro se odabere, odnosno rezervira najbolja pozicija. Torej nič drugače kot drugod po Mediteranu, razen tega, da se nahaja le 20 minut vožnje od slovenske meje, kar je za mnoge velika prednost. Družina Melanšek bo letos počitnikovala v hrvaškem kempu, čeprav vedo, da lahko pričakujejo gnečo. Kar nekot sprejmemo to, a ne? Pač ne gremo dol na Hrvašk zdaj iskati nekega samotnega borovca, ne? To je pač po moje utopično. Mi gremo tja zato, da smo z drugimi družinami, da se zabavamo, da dobro jemo. To je bolj dopust za ta mala dva, zato, ker takrat mami pa oči nič ne težita, gremo sem, gremo tja, pazita to, pazita ono. To je malo opošteno, ono, da tam se kopata, plavata, družita s prijatelji. Zelo rada pa tudi otroka potujeta dlje. Ja. Rada na Tajsko? Ja. Je pa to drugače. Tako veliko stvari se mi zdi se naučita, ravno s tem, ko sem rekla, pač moraš biti malo lačen, moraš dlje zdržati po konci, ne vem, premikamo se včasih tudi po 24 ur. Ni vse za vsakogar in pomembno je, da vsaka družina zase ve, kaj ji najbolj ustreza. Tistim, ki radi potujejo, potovanja dajo ogromno. Komentarji na tole, ko so bili v Dubaju, meni so bili kar ogabni komentarji. A ne, kaj je folk, kaj rine, ja, zakaj hočejo iti potovati. Ja, ne vem, eni pač hočemo, a ne, eni si pač kupuje neke druge stvari, mi damo pa vse, basically, kar nam ostane za potovanje, ker nas to krepi, ker hočemo otroke tako vzgojiti. Ona dva nikoli ne komplicirata, sami dva komplicirava.